z župani, ki bodo pripravili, ki bosta pripravila te programe tako daleč, da si bom v bistvu lahko zavzemala za finančna sredstva iz državnega proračuna. Samo par treba zrihtati. Torej, najprej biti izvoljen, potem pa poiskati z katerega vira. Gospod predsednik, izvolite, želite dodati? Ne, mislim, da je kandidatka povsem dobro razumela svojo funkcijo, kajti poslanec, tako kot sem gledal nekatere programe nekaterih poslancov, se postavljajo v vlogo župana, kot da bojo oni delali, kot da bojo oni delali na vezovalno cesto, kot da bojo oni delali na dvoz, kot da bojo oni delali kulturni center. To dela občina. Poslanec pa samo odpira vrata in če ni sredstev, pripomore hotenju občine, mislim, da je naša kandidatka tista, da prava, samo delati mora. Izvoljena mora biti, pa delati mora. Jaz mislim, da moramo v tem mandatu, kljub temu, da sem seveda realen in verjamem, mislim, da bi bilo celo nesmiselno v tem mandatu ustanavljati regije. Ampak to pa ne pomeni, da ne moremo prenesti nekatere pristojnosti navzdol, na lokalne skupnosti, ali na upravne enote, ali na občine, kakorkoli. To, kar imamo zdaj v tem trenutku, da more župan, da ne vem rekel zakaj, ne, kolikokrat ste v Ljubljani tedensko? 2-krat? 3-krat? 2-krat. To je nenormalno, poslušajte. Pa to ni normalno, da more za vsak papirček, za vsako soglasje, za vsak ne vem kaj, da bo tam premaknil kakšen spomenik ali karkoli, mora iti v Ljubljano prositi po 2-3-krat, da bo se tam neki drugi, tretji, četrti razredni uradnik ga usmilil, ne, in da mu bo tisti papir izdal, da bo lahko tudi nekaj naredil. Tisti sploh ne ve, zakaj se gre. Kje to je v Sloveniji? Ne? Skratka, te pristojnosti, ne samo pristojnosti, ampak tudi povezana sredstva je treba prenesti navzdol, da se bo lokalno odločalo o tistem, o čemer se pač lokalno mora odločati. Ne, da se je tam v Ljubljani nešče vzel pristojnost, ki mu ne pritiče, ki mu ne gre, da odloča o vsem v Sloveniji. Zakaj? Čemu? Je nepotrebno. Tu je treba odločati o tem. Če mi dovolite en predlog, kar mislim, da je tudi, bom rekel, za primer za ljudsko stranko. Ogromno imamo primerov, in to boste dobro vedeli, ko so starejši ljudje na kmetijah in bi mladi ostali doma, pa ne morejo graditi. Teh primerov imamo v občini Šentjur, gospod predsednik, milijon. Mali milijon. In to bo potrebno nekaj narediti, ker, tako ste rekel, prostor je pač pristojnost države, mi smo tukaj samo na nek modul, pa je pa 34 soglasnih gledalcev in tukaj vidim za naše področje ogromno problemov. V Ljubljani, tako ste rekli, nobeden ne prije sem na teren pogledati. Jaz se razumem, bom rekel, samo skrbo sedano pa varovanje trajnih kmetijskih zemljišč, to je ena stvar. Da pa mladi ljudje ne morejo ostati pri starših, pa si hoče tam hišo zgraditi, pa da zato morajo čakati po 7-8 let, to je pa katastrofa. In teh primerov, bom rekel, na našem področju ogromno. In jaz mislim, da bi tudi ljudska stranka po moje na tem področju lahko ogromno naredila. In pa seveda, to je pa želja županov, prenos pristojnosti, kar se tiče prostora na občine, da bomo lahko tudi kaj delali. Hvala lepa, jaz se moram zdaj žal res opravičiti in želim vam seveda veliko sreče, veliko znanja pa predvojno, da ste ga že pokazali. Tudi vam sreče. Nekaj pokazati skupaj, ne? Je kaj da pokazati. Gospod predsednik, preden damo besedo naši članom oziroma simpatizerjem, vsem tistim, ki podpirajo kolegico Mihelo v izbor za poslanko na volitvah 4. decembra, pa bi vendar želeli slišati od vas vsega in bo mogoče. Kaj pa je za vas kot predsednika stranke temeljno, ko boste eden od ministrov v vladi? Glede, ključno je, da
In to je ključen cilj naše stranke, da bi v prihodnje vsak živel od svojega dela. Jaz mislim, da smo delo kot vrednoto zanemarili, še več, ne? Celo se je nakazovalo in propagiralo, ne? Da si lahko uspešen, da si lahko bogat, da nič ne delaš. Ne? Da greš samo na borzo, pa kupiš par papirjev, pa jih malo imaš, pa jih malo mešetariš in da se od tega da živeti ko ne vem kaj. Ne? A pa druge primere, to, kar so po fakultetah, ne, predavali gospodje, ki bi zdaj morali biti praktično v zaporih. Ne? Skratka, mladim ljudem je ta država prikazovala, da delo več ni vrednota, da je nekaj drugo vrednota. Skratka, da je treba obogoteti čez noč, da je to vrednota. In jaz mislim drugače, ne, da je vendarle delo vrednota in da moramo ljudje predvsem živeti od svojega dela. In to mora biti glavni cilj. In naš cilj je ta cilj. Še en cilj, ki je pomemben. V vse nas se je zarezal grozljiv strah. Zaskrbljeni smo nad prihodnostjo, zaskrbljeni nad tem, ali bodo službe, ali ne bodo službe, ali bomo zadržali zaposlitev, ali ne. Kaj bo z otroci in tako naprej in tako dalje. In ta strah je potrebno zmanjšati. Iz tega straha izhaja tudi nezadovoljstvo, ki se kaže na vsakem koraku. Ravno iz tega straha. In tretje, kar se mi zdi pomembno, pravna država ne deluje. Pravna država je neučinkovita in je nepravična. In dokler bomo vztrajali pri trajnem sodniškem mandatu, tako dolgo bo to pač tako, kot je. Mi smo bili za trajni sodniški mandat in smo rekli, dosti je. Ne gre več tako naprej. Če ne moremo nekatere primere, nekatere nebopijoče primere razrešiti v letu, dveh, potem jaz več nič ne razumem. To pomeni, da se noče jih razrešiti. Noče se jih razrešiti. In v ta problem tega trajnega mandata je potrebno zarezati in mi bomo to naredili. Ker je bilo dovolj zezanja, kot se temu reče po domače, ne? Dovolj je bilo. Mi potrebujemo pravno državo, v katero bomo verjeli, da bomo verjeli vsi, tudi takrat, ko se z njo srečamo na prvi stopnji, ne? Na okrajnih sodiščih, ne da čakamo na svojo pravdo, bom rekel 10 let, ko se zgodba konča na vrhovnem, ali da ne rekel celo na ustavnem sodišču. To ni nič. Da se primeri, afere, takšne in drugačne, povezane z tajkuni, z bankami in tako naprej, razčistijo. Da se ljudje, da pride do epiloga, ne samo do spektakularnih kriminalističnih preiskav in tako naprej. To ni nič. Tega smo se že dovolj nagledali. Hočemo imeti epiloge teh zgodb, tako kot se to dogaja v sosednjih Hrvaških. Tam zadeve očitno tečejo veliko bolje kot pri nas. Tako da to so trije cilji, seveda pa v delovnem načrtu morda kasneje še kaj več, če bo potrebno. Zelo pogosto je predmet kritike, ogorčenja, globokega razočaranja, tako imenovano divje lastninjenje, nevračanje kreditov in tako naprej. Govorili ste o strahu. Nov strah je tudi Cinkarna. Ali bodo prodani glede na to, da njihov lastnik ne more vrniti kreditov. Torej, da ne obstaja, bi rekli, črni seznam tistih, ki so opeharili svoje delavce, ki so opeharili svoje dobavitelje, je glavni razlog v sodstvu, po vašem mnenju? Ja, najbrž tudi, ne? Pa še kaj zraven. Poglejte primer. Ob vsem tem, kar smo spremljali v zadnjih letih po medijih, smo v stranki, ne, v tem mandatu letošnjega marca
predlagali spremembo zakona o gospodarskih družbah, kjer smo zapisali, da tisti menedžeri, ki so svoja podjetja iz pohlepa pripeljali na rob v stečaj, tako ali drugače v insolvenčne postopke, ne plačevali prispevkov, delavce vrli na cesto, za njimi pustili praktično totalno razdejanje, problematika podizvajalcev in tako naprej. In so kljub temu, vsem tem, mirno, brez kakršnikoli polagan račun, sporedno ustanovili eno podjetje, 2, 3, 4, prenesli zdrava jedra na to podjetje in zadevo peljali naprej, kot da se nič ni zgodilo, smo v tem zakonu to preprečili, da ne morejo več. In kaj je zdaj? Ja, celi halo je. Kako smo si pa mi to dovolili narediti? Kaj si pa mi mislimo? Da zdaj ta menedžer, ki je svoje podjetje spravil naprej v propad, naslednji dan ne sme iti na novo menedžersko pozicijo. Ja, ne sme. Ne more. Zahtevamo to, da položi pred sodiščem svoje račune. Meni se di to pravično in pošteno. Ne pa, da zapraviš podjetje, pa greš kar na novo delovno mesto in kot da se nič ni zgodilo. Delavci pa ostanejo na cesti in nikomu ništa. Je pa čakajte malo, pa kje mi živimo? Je to pravica. In za vse stanovske organizacije, društvo menedžerjev, društvo nadzornikov je ne vem kaj, ja, žerjav pa je ne vem kaj. Ja, sem. In če bo ustavno sodišče vrlo ta zakon, bomo pripravili novega. Ampak to se več ne bo dogajalo. To se več ne bo dogajalo. Ker smo enostavno zgubili občutek v tej državi, kaj je prav in kaj ne. Zdaj nas v tem primeru več ne zanima, kaj je za delavci, pa kaj je za podizvajalci. Zanima nas problematika menedžerjev. Ker siromak, tisti iz pohlepa je tak, že vse pokrado, ne bo mogel iti direktno na novo delovno mesto in prevzeti novo menedžersko funkcijo. Se vam ne zdi to pošteno? Če sem jaz zafural podjetje in hočem to podjetje pustiti, pa iti na novo menedžersko, daj stvari na plano. Pokaži, kaj si naredil. Pa če nisi nič naredil, bo šel delati, če ne, pa ne. Preprosto ne bi nihče nosil nobene odgovornosti in nobenega tveganja. In pa tak ne gre. Sodišča pa tak niso sposobna sprocesirati vsega tega. Zdaj, ko smo naredili avtomatizem, pa je problem. Vam povem, če bo ustavno sodišče zakon vrlo, jaz mislim, da ga ne bo, ker je vsaka svobodna gospodarska pobuda vendarle omejena tudi z javnim interesom in z interesom drugega, je tako, Janez, potem bomo v naslednjem mandatu pripravili novi zakon. Ampak to se v tej državi ne more in ne sme dogajati več. Pika, konec. In še zadnje vprašanje, preden damo besedo publiki. Kako urediti ceno kmetijskih zemljišč? Kmetje se pogostokrat pritožujejo, so razočarani. Kmetijska zemlja nima nobene cene. Ko postane zemljišče zazidljivo oziroma postane stavbišče, se ta cena podeseteri ali celo več. Še posebej, če gre za trase avtocest in podobno. Kako pravzaprav tega malega človeka, ki je lastnik teh kmetijskih zemljišč, pred vsemi temi, bi rekli, finančnimi malverzacijami, oziroma kako ga zaščititi pred tistimi, ki so se pač rodili bolj pametni, ki so imeli možnost zaseči več izobrazbe, ki so morda bili celo izvoljeni za poslance, za župane in še za kakšne funkcionarje. Torej, kako zaščititi malega človeka, ki razen tega, kar je podedoval od svojih staršev in službe z zajemčenim dohodkom, pravzaprav nima ničesar oziroma ima veliko. Torej, kot prvo je treba kmetijsko zemljišče zaščititi. Jaz mislim, da ta zakon, ki je bil sprejet zdaj nazadnje, ni najboljša rešitev. Ker kot slišim, je ravno zdaj ta zakon bo dopuščal še večje malverzacije. Skratka, da bodo do zemlje prišli tisti, ki imajo denar, tisti, ki pa ne, pa pač ne bodo. V Sloveniji se pač moramo odločiti,
katera zemljišča, katera kmetijska zemljišča bomo trajno zaščitili. Glede na to, da smo država, ki ima po prebivalcu praktično najmanjšo površino kmetijskih zemljišč. In če se bomo še v prihodnje tako obnašali do teh zemljišč, potem je za samo oskrbo za zdravo slovensko hrano tak konec, itak konec. To pomeni, ta zemljišča je potrebno zaščititi in torej upravljanje tako ali tako mora biti v rokah kmetov. Aktivneje se mora vključiti tudi Agencija za kmetijske trge, ne samo pri mešetarjenju, ampak tudi tam, kjer bi lahko sama pomagala pri tem, da bi lahko kmetje kupovali zemljišča. Z pomočjo in tako naprej, z kakšnim posojilom, da se potem zadeva vrača. Skratka, da bi Agencija za kmetijske trge pomagala kmetom, da pridejo do dobrih kmetijskih zemljišč. Jaz bi bil s kmetijsko zemljo skrajno previden, iskati za investicije v občinah vendarle zemljišča, ki so pač neprimerna za kmetijstvo, oziroma zemljišča, ki so morda že pozidana za čem, pa rajše tisto umakniti, kakšne stare zgradbe, kaj takega. Skratka, pustiti tisto, kar imamo, zato da se bomo lahko pridelali hrano. Zdaj, kar se tiče cene. Cena je pač se formira na trgu. Tu pač ne moramo, ni mogoče kakorkoli vplivati, da bi zdaj rekli za kmetijsko zemljišče, pa je v Sloveniji toliko vredno in konec basta. Bi najbrž bilo narobe. Jaz pravim, to zemljo je treba zaščititi, da bo lahko kmet sploh kaj prideloval, pa kje prideloval. Še več. Jaz mislim, da bi bilo potrebno te zemlje še več pridobiti. Pridobiti na račun gozdov in vsega tega, kar se nam je zaraslo. Ker sicer dvomim, da imamo toliko površin, da bi lahko samo oskrbo res drastično zvišali. Do neke mere že, drastično pa ne. Sedaj pa še vprašanje za podpredsednika. Ste v volilnem štabu. Ankete različno napovedujejo procente uspešnosti posameznih strank oziroma list, pač glede od hiše, ki izvaja ankete. Vaš komentar k tej različnosti procentov, ki jih dobivamo oziroma dobivajo stranke oziroma liste? Naš predsednik seveda vedno trdi, da je treba gledati naprej, da se ne smemo ukvarjati s preteklostjo, ampak preden odgovorim na to vprašanje, pa prav, da pogledamo malo nazaj, da pogledamo leto 2004 pa leto 2008. Kaj so namreč takrat napovedovale te predvolilne ankete ali pa ankete zadnjega tedna, preden so bile volitve, in kakšen je bil končni rezultat Slovenske ljudske stranke potem na dan volitev oziroma dan po njem, oziroma ko so bili ti rezultati uradno potrjeni. Mislim, da so se tam leta 2004 gibali procenti okrog 3, pa smo na koncu dobili še 7%, in pa leta 2008 smo se tam lovili na neki dvojkici, pa je bilo na koncu spet 6%. Zdaj seveda te ankete, vi veste, da je bilo prvič po dolgem času, pravzaprav združitve stranke leta 2000, da so nam ankete v letošnjem avgustu začele kazati zelo lepe rezultate, te proti 10%, smo se celo zavihteli na nekaj anketah. Potem pa po vstopu novih list je stranka za kratek čas padla, zdaj pa seveda zopet strajno rastemo. Kot resna stranka delamo tudi lastne ankete, lahko vam zagotovim, da je stanje bistveno boljše, kot ga prikazujejo mediji, kot ga prikazujejo te različne hiše, ki izvajajo te ankete, ki seveda, kot oni rečejo, utežijo potem na tiste rezultate, ki dobijo, obešajo malo tako ali malo drugače, seveda odvisno, kaj si same želijo, da izpade ven. Tako da pomembno je to, da tem anketam ne verjamemo, čisto povsem, seveda pa vendarle kaže nek trend. In trend tudi nam seveda kaže, da zdaj raste. Ne smemo pozabiti nečesa zelo pomembnega. Radovan Žerjav je ta zadnji teden, kot mislim, da prvi politik
Slovenske ljudske stranke dosegel na delovi anketi priljubljenosti politikov drugo mesto, prehitel se pravi celo Evropskega komisarja Potočnika in le za nekaj točk še zaostaja za predsednikom države. Pa bo zdaj kdo rekel, za koliko stranka nima še 30%. Zakaj stranka nima 30%? Čisto preprosto. Radovan Žerjav je predsednik te stranke šele 3 leta. 2 leti, še manj. Dve leti, ne? Dve pa pol. Dobro, se pravi, so na sredini. In v tako kratkem obdobju, pač volivci, pa ne se še tako smešno sliši, niso stranke, se pravi Slovenske ljudske stranke, niso dojeli kot stranke, ki jo vodi Radovan Žerjav. Ko danes volivcev vprašate, ali bi volili Radovana Žerjava, če bi tako spraševali, verjetno po imenih voditeljev strank bi se, da Radovan Žerjav se boril danes za prvo mesto med vsemi strankami, kjer pa se doprašajo po stranki, pa rečejo SDS, pa tako naprej, pa SLS, pa se ljudje še vedno spomnijo neke druge čase, ki morda niso bili rožnati na čase, ko marsikdo od nas, ki v tej dvorani sedimo, verjetno se ni želel slikati s predsednikom, pa da ga postavijo tam v avtocesti med Ljubljano in Mariborom. Danes pa imamo torej človeka, ki dejansko ima neverjeten rejting in tudi vidite, da naša kampanja temelji na tem, torej na SLS Radovana Žerjava. In jaz osebno trdno verjamem, da bo 4. decembra Slovenska ljudska stranka presenečenja teh volitev. Namreč imamo jasno vizijo, najboljši delovni načrt med vsemi strankami, lahko nam verjamete, da je najbolj ambiciozen, hkrati pa tudi najbolj realen, ker pokriva vsa področja. Ne samo ena, ni samo tako, kot nekateri zdaj govorijo, bomo pač vse davke znižali, potem bo pa šlo. Če bomo vse davke najprej znižali, tudi ne bo šlo, ne? Ker če vse znižamo, pomeni, da ne bo sem 2 milijardi minusa jutri, ampak bo 4 milijarde minusa. Poleg vizije imamo ta prave vrednote, imamo torej umirjenost, pripravljenost na sodelovanje, brez česar v tem času ne bo šlo. Vemo, da vsi veliki dogodki, ki so Slovenijo potegnili iz težkih časov, so bili ali pa so temeljili na povezovanju, na sodelovanju so vpletenih. Spomnite se osamosvojitve ali pa drugih dogodkov iz zgodovine. In pa tretje, imamo vztrajnost. Predsednik je trmast, veste. In on, ko se eno stvar odloči, jo pelje do konca. In ko smo se odločili, da bomo dokazali, da smo samostojna stranka, da nismo privesek neke druge močno opozicijske stranke, ko smo se odločili, da bomo peljali svojo politiko, smo jo peljali in zato se danes kaže rezultati. Ko smo leta 2007 program zapisali, čez 2 mandata bo SLS zmagovita stranka, takrat sem vodil programski odbor, ki je pripravljal temeljni program, se je marsikdo delal norca iz mene, če si še mlad, pa ne razumeš stvari, ne? Danes, leta 2011, torej po 4 letih, pa imamo vse realne možnosti, da se čez 4 leti dejansko borimo za prevlado na našem političnem prostoru. Tako da, ko boste šli danes večer domov, je pomembno, da smo pozitivni, da smo ponosni, da smo v Slovenski ljudski stranki. Če nismo sposobni doma prepričati svojih najbližjih, svojih sosedov, potem verjemte, ne bomo dobili tudi 2%. Vsak od nas mora prepričati svojega brata, sestro, soseda, počasih je tega najtežje in ta gas bo šel potem naprej in verjemite mi, da bomo lahko presenečeni teh volitev. Če se bomo pa skrivali, potem pa ne bo ničesar. Torej pogumno naprej, nimamo se česa sramovati, nimamo nobene afere, imamo pa vsebino in jasno smer. Torej, še komentar k vašemu odgovoru. Če znižajo davke, zvišajo prispevke za šolnino. Če znižajo davke, zvišajo prispevno stopnjo za zdravstvo. Torej, po tej poti se kolo vrti. Torej, znižanje davkov, to je pravzaprav prazna obljuba. In sedaj ste na vrsti vi, cenjena publika, z vašimi vprašanji, preden naša kandidatka za poslanko Državni zbor pove svojo zaključno misel. Besedo ima gospod Ivan Moser, dolgoletni zdravnik, direktor zdravstvenega doma Šentjur. Izvolite, boste kar tako ali rabite zvočnik?
Ker sem malo naglušen, bom verjetno bolj na glas govoril. Tri vprašanja oziroma mogoče nasvete bi imel za magistra Žerjava. Samozadostnost z hrano v Sloveniji. Po starih arhivih pred 150 leti je bilo v področju Drame 65 ribnikov. Zdaj jih je 6 na celem območju bivše regije Celje, s tem, da ti ribogojci čakajo na vodno pravico oziroma na koncesijo od 3 do 8 let. To je prvo vprašanje, potem drugo vprašanje. Ribogojstvo in ribištvo urejuje politični prednostni zakon, zaradi katerega Slovenija izgubi vsako leto od 15 do 17 milijonov evrov in vsa ta leta izgubi približno 350 novih delovnih mest. Tretje vprašanje bi bilo, da vsak glas šteje. Tukaj vidno kot zdravnik veliko vprašanje. Vedno se govori samo o bolnišnicah, govori se pa o splošnih ordinacijah. In dogaja se to, da je nazadnje za leto 2012 bilo razpisanih 45 specializacij za splošnega zdravnika, prijavil se jih je pa 7. To pa zaradi tega, ker odročni kraji ne dobijo zdravnika iz preprostega razloga, ker ima isto plačo kot zdravnik v Ljubljani, v Celju ali pa v Mariboru. S tem, da je manj obremenjen, ker ima v eni ulici 5 obiskov, tukaj jih je pa na 50 km 5 obiskov. To bi se dal urediti zelo enostavno, če bi povzeli avstrijsko prakso in pa zakonodajo, ki dodatno plačuje zdravnike z oddaljenostjo od šol, univerz in tako naprej. Potem vprašanje vsak glas šteje. V današnji sobotni prilogi je magister Žerjav dobil od enega gospoda čudovito oceno, in sicer ocenjeval je gospoda 3 predsednike strank in pravi, da bo glasoval za magistra Žerjava, zaradi tega, ker je pošten, ima jasen program. Jaz bi pa rekel sledeče, vse to se ne spodobi, ampak glede na to, da bi vi bili lahko moj najstarejši sin, si bom dovolil za Božjo voljo, gospod magister, ko govorite na televiziji, odprite dušo pa srce. Povejte, da ste šel iz dobro plačane, varne službe v nemirne vode politike zaradi otrok. Ne samo vaših otrok v obrobju Prekmurja, ampak vseh tistih otrok, ki imajo po policentričnem razvoju Slovenije enake pravice pa enake možnosti, v resnici pa so iz Kozjanskega, Posočja, iz obrobnih krajev.